Spytar obrodila prijatli vince nam sladko. Ki nam oživlja srce razjasni in pokoj. Ki utopi vse skrbi, potrdih parsih obudi. Ki utopi vse skrbi, potrdih parsih obudi. Potrdih parsih obudi. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Komunar predvesilo zdravnico, bratje čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Будет только одно знамя развиваться – знамя дружбы, знамя мира, знамя братства. И это знамя, на нем будет написано коммунистическое общество. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się, nie bójcie się. Some parties have said they would like Slovenia to leave Yugoslavia. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Situacija u zemlji je dramatična. Na početku smo građanskog rata. Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo. Edino sreča sprava k nam naj nazaj se vrnejo. We must never forget that at its origins, the European Union brought together nations emerging from the ruins of the devastating Second World War and united them in a project for peace built on supranational institutions representing the common European interests. Through its transformative power, the European Union was able to reunite almost all the European continent. Even in these difficult times, the European Union remains an inspiration. We are working not only for this generation, we are also working for the next generation. I'm proud because I can receive the Nobel Prize for Peace on behalf of the European Union.
več kot 1700 primerov okužbe z novim koronavirusom. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital. Dragi prijatelji, korajža velja. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in ministri Republike Slovenije, poslanci, predsednika Olimpijskega in Paraolimpijskega komiteja, predsednik Evropskih olimpijskih komitejev, predstavniki nacionalnih in mednarodnih športnih zvez in organizacij, spoštovane in drage športnice, spoštovani in dragi športniki in vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slovesnosti ob Dnevu slovenskega športa in otvoritvi Evropskega tedna športa. Dan slovenskega športa praznujemo ravno na dan, ko je na olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju prvič zazvenela slovenska himna. Veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec so osvojili prve zlate medalje. In kako čudovito, da dan slovenskega športa sovpada z Evropskim tednom športa, ki ga bomo otvorili prav tukaj pri nas v Sloveniji. Dopoldne je v ljubljanskem parku Tivoli potekala osrednja športna prireditev, kjer se je okoli 2000 otrok, starejših in evropskih gostov preizkusilo v več kot 30 športnih izzivih. Izmerili so svojo telesno zmogljivost in se pogovorili o nasvetih glede zdrave športne vadbe. Tako veselo je bilo.
Gospe in gospodje, cenjeni gostje, v tem prazničnem večeru k nagovoru vabimo gospoda Bogdana Gabrovca, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na odru. Enako. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, Janez Janša, spoštovana gospa Marija Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, dragi prijatelj Saros Kapralos, predsednik Evropskih olimpijskih komitejev, visoki zbor. Takole je bilo danes, kar smo videli pred kratkim v ljubljanskem Tivoliju na praznovanju državnega praznika Dneva slovenskega športa. Šport v najširšem pomenu besede ima v Sloveniji izjemno tradicijo. Nedavno smo se vrnili iz Tokija, kjer smo širnemu svetu znova pokazali, iz kakšnega testa smo. Slovenci smo osvojili 5 olimpijskih odličij in kopico odličnih uvrstitev. Pravi olimpijski duh in iskreno tovarištvo so bile vrednote, ki so krasile člane slovenske olimpijske reprezentance. Ponosna je lahko domovina na te izjemne sinove in hčere, ki na vsakem koraku dokazujejo svojo pripadnost in predanost trdemu delu za dosego ciljev. Najnovejši dokaz so slovenski odbojkarji in njihove nepozabne predstave na pravkar končanem evropskem prvenstvu. Ob takem nadaljevanju se bo svet še dolgo čudil ničkolikokrat dokazanemu dejstvu, da številčno mali narod na sončni strani Alp s trdim delom in visoko izobraženim strokovnim kadrom lahko seže do zvezd. Slovenci veljamo za zelo športni narod. Telesno smo izredno aktivni, šport spodbujamo na vsakem koraku, šport je del naše narodne identitete. Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ima uzakonjen praznik športa in ob tej priliki, to ni napisano, izredna zahvala slovenski državi, da se je to zgodilo v lanskem letu, ko smo prvič praznovali praznik slovenskega športa. Letos praznujemo drugič, prav na današnji dan. 23. septembra pa ni bila aktivna le Slovenija, danes in tudi ves teden do naslednjega četrtka, ampak vsa Evropa. Na ta datum namreč že zadnjih nekaj let slovesno otvarjamo Evropski teden športa. Gre za pobudo Evropske komisije, ki želi spodbuditi ljudi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje. Naj ob tej priložnosti opozorim na še eno posebnost slovenskega športa, na prostovoljstvo. Slovenski šport temelji na pretežno prostovoljnem delu. Govorimo o številnih športnih navdušencih, ki prostovoljno in brez plačila delujejo na organizacijskem, logističnem in vseh drugih področjih. Brez njih si enostavno ne moremo zamisliti velikih športnih prireditev, pa naj gre za tiste vrhunskega športa ali rekreativne. Spoštovani cenjeni zbor, na tem mestu zagotavljam, da si bo Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez kot krovna športna organizacija še naprej prizadeval z športom ustvariti boljšo našo edino domovino. Hvala lepa.
Ja, znano in priznano je, da ima šport številne pozitivne učinke, krepi zdravje, vzpodbuja pozitivne vrednote in tudi vzgaja. Zato so Dan slovenskega športa in Evropski teden športa številne naše šole obeležile športnim dnevom. Učenci in dijaki so navdušeni nad lani novim državnim praznikom. Pravijo, da ima samo eno pomanjkljivost, in sicer, da ni dela in šole prost dan. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, veseli smo, da danes z nami praznuje tudi Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, gospa Marija Gabriel. We are honored to host you. Please welcome. The floor is yours. Prime Minister of the Republic of Slovenia. Gospod predsednik vlade Republike Slovenije, drage gostje in gosti, spoštovani prijatelji iz športa. Najprej vam želim vesel dan slovenskega športa, veliko veselje in pa čast mi je, da sem lahko danes tu z vami. Kajti letos ali pa letošnjega vašega nacionalnega praznika se bo spomnila zavedno, kajti danes skupaj z vami odpiramo tudi Evropski teden športa, ravno na vaš nacionalni praznik. Evropski teden športa je največja evropska kampanja za višanje ozaveščenosti, kajti vsi vemo, da nas šport združuje. Šport združuje ljudi in pa seveda šport pomeni spoštovanje vrednot. Vrednote, kot so na primer evropski model športa. Gospod predsednik vlade, najlepša hvala, ker ste kot predsedujoči Sveta Evropske unije to temo tudi dali na vaš program predsedovanja. Tako da še enkrat vsem skupaj najlepša hvala. Evropski teden športa je uspešna kampanja. To pa zato, ker se v njem združujejo vsi ti izjemni državljani Evropske unije. Hvala vsem tem profesionalcem, organizacijam, zvezam, mladim in pa tudi malo manj mladim ljudem. Kajti vsi mi, ki smo v tem združeni, pošiljamo v svet močan signal. Signal, da šport ni zgolj neka fizična dejavnost. Šport je več, šport je zdravje, šport je duševno zdravje. Šport je družba. Šport je nekaj, kar združuje vse generacije. In po tem težkem letu in pol, ki je za nami, je izjemno pomembno ponovno najti veselje, v drugem. In pa tudi ponovno najti skupnosti, v katerih živimo, kajti tudi tu nas šport združuje. Še enkrat se vam želim zahvaliti. Hvala vsem našim partnerjem. 43 partnerjev je združenih v Evropski teden športa in danes popoldne se nam je pridružila 43. partnernica, to je Svetovna protidopinška organizacija WADA. Dobrodošli. Še enkrat najlepša hvala tudi našim ambasadorjem. Letos so z nami 3 izjemni ambasadorji. Bebe Vio, Sergej Bubka in pa Jorge Pina. To je neverjetno. Neverjetno, da ste z nami v tem v Evropskem tednu športa, kajti vi ste vzorniki.
Dovolite mi, da povem, da Evropski teden športa ni zgolj nekaj, kar traja en teden. Kot je dejal Jorge Pina danes popoldne, je naša želja, da ostanemo dejavni skozi vse leto. Kajti, da, nov program Erasmus Plus bo šport še naprej podpiral. Danes dopoldne so me izjemno navdušile številne dejavnosti, ki so potekale v parku Tivoli. Naprimer, košarka za ženske, potem vsi mladi, vse punce, vsi fantje, mladi in stari, ki so bili aktivni v parku. Šport je skupnost, šport je izgradnja boljših družb, boljših skupnosti in pa tudi boljše prihodnosti. In želim vam zagotoviti, da bomo z novim proračunom 470 milijonov evrov program Erasmus Plus opremili tako, da bo na voljo za vse. Samo en stavek mi dovolite o naši novi pobudi. Slovenija, vi ste nam dali pobudo za to, navdih za to. Danes smo zagnali novo pobudo in sicer zdrav način življenja za vse, healthy lifestyle for all. V naslednjih 2 letih bomo večali ozaveščenost, omogočali bomo dostop do dejavnosti za vse in aktivni bomo kot ekipa, kajti s tem želimo pokazati, da je šport ključni dejavnik, ki je pomemben v vseh naših politikah, pri vsem, kar počnemo kot družba. Šport je pomemben, kajti povezati ga moramo tako z zdravjem, hrano, okoljem in pa ne nazadnje tudi tako kot pri vas v Sloveniji, treba ga je povezati ali je povezan z zdravim načinom življenja, kar je pri vas že uresničeno. In zdaj ta signal pošiljamo vsem drugim državam članicam Evropske unije. Pri tem računam na vas. Želim vam še enkrat povedati, bodite aktivni, pridružite se nam in nikar ne oklevajte ter vrednote športa delite s vsemi, ki so okoli vas. In še enkrat, bodite aktivni, kot piše na mojem telovniku, in to skozi vse leto. Najlepša hvala. Kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sočne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi.
Hvala lepa Big Bandu Orkestra Slovenske vojske in Nuši Derenda za čudovito popevko Mlade oči. In ravno šport in telesna aktivnost lahko pripomoreta k temu, da se naše oči še bolj mladostno svetlikajo, da srca še bolj veselo utripajo in sta v naših dneh, kot smo slišali v popevki, veselje in smeh. In poglavitni cilj Evropskega tedna športa, ki letos poteka že 7. leto zapored, je ravno vzpodbuditi čim več nas, Evropejk in Evropejcev, k redni telesni aktivnosti in tudi k skrbi za naše zdravje. K nagovoru zdaj vabimo predsednika Evropskih olimpijskih komitejev, gospod Sipros Kapralos, Mr. Sipros Kapralos, dobrodošli, welcome, we are honored to host you, the floor is yours. Vaša ekscelenca, gospod predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije Simona Kustec, spoštovana komisarka, gospa Marija Gabriel, spoštovani predsednik in dobri prijatelj, spoštovani predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja, gospod Bogdan Gabrovec, Vitold Banka, predsednik Svetovne protidopinške organizacije WADA, dragi prijatelji in kolegi, dober večer. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tu z vami na tem čudovitem Bledu, kjer bom skupaj z vami odprl Evropski teden športa 2021. Ta pomembna pobuda je pomagala tudi pri boju zoper pandemijo neaktivnosti na naši celini vse od leta 2015 naprej in pomaga Evropejcem telovaditi in se gibati. Šport in pa telesna dejavnost znatno pripomoreta k boljšemu počutju in pa zdravju evropskih državljanov. Ampak v nekaterih državah je ta trend ravno obraten in zato je Evropski teden športa tako pomemben. Ne glede na to, kdo smo, kaj počnemo, so celo majhni napredki pri telesni dejavnosti velikega pomena tudi za naše dolgoročno zdravje. In ne morem si predstavljati boljšega kraja za otvoritev tega tedna, kot pa tu v Sloveniji, v državi, ki vsako leto na vseh elitnih tekmovanjih dosega odlične rezultate, vključno z olimpijskimi igrami. Kot je dejal gospod Gabrovec, ste tudi v Tokiu letos z olimpijskih igrah dosegli odlične rezultate. Slovenija se zelo trudi, da bi čim več ljudi pritegnila k športu, tudi mladih, tudi tistih, ki so na začetku svoje poti. In Evropski olimpijski komiteji razumejo, kakšen je pomen športa za družbo. Skupaj z Nacionalnim olimpijskim komitejem Republike Slovenije smo seveda pri tem izjemno aktivni. Moj bivši sodelavec in pa prijatelj Janez Kocijančič, ki je umrl lani, je zelo pogosto govoril o tem, kako pomemben je šport za splošno populacijo. Vedno je govoril o tem, kako so zaradi športa ljudje bolj zadovoljni, bolj zdravi. Ne nazadnje pa šport pripomore tudi k večjemu BDP-ju držav. Janez je bil velik zagovornik evropskega modela športa, ki zaradi številnih izključno ekonomskih interesov ostaja na udaru. Evropski model športa je ključen za uspeh programov, kot so na primer Evropski teden športa, kajti ta model temelji na socialnih in pa izobraževalnih temeljih. Evropski olimpijski komiteji zelo pozorno spremljajo ta model in ga ščitijo pred zunanjimi dejavniki, kajti ti lahko destabilizirajo
šport na najosnovnejši ravni. Večanje ozaveščenosti o pomenu fizične dejavnosti je glavni pomen Evropskega tedna športa. Leta 2015 je bilo udeležencev 5 milijonov, zdaj, tik pred pandemijo, pa jih je bilo 3-krat več in to je dokaz, da smo na pravi poti. Letos se bomo še bolj potrudili. Kot predsednik Evropskih olimpijskih komitejev bom spodbujal vseh 50 naših držav članic, da aktivno sodelujejo v Evropskem tednu športa 2021. Poleg številnih evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev smo tudi v ENO zagovornik tega tedna že kar nekaj let. Lani smo na primer organizirali maraton Be Active Kids v Litvi, potem večer Be Active Nights na Madžarskem in pa tudi tu v Sloveniji, kjer praznujete dan slovenskega športa in kjer smo mi skušali tudi pomagati, naprimer kot v Avstriji z brezplačnimi poskusnimi vstopi v fitnese in pa druge športne klube. Pobude na Češkem, na Hrvaškem, na Cipru, Danskem, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Irski, Malti, Nizozemski, Severni Makedoniji, Portugalski, Španiji, Turčiji in seveda tu v Sloveniji ter številnih drugih državah so dokaz za to. Letos bomo z vašo podporo in z vašo spodbudo skušali še več organizacij pritegniti v ta Evropski teden športa in organizirati čim bolj vključujočo kampanjo, kjer lahko sodelujejo vsi, ne glede na starost, ozadje ali pa raven telesne pripravljenosti. Prisluhnili smo že kar nekaj zanimivim govorom danes. Govorili smo o zdravem načinu življenja za vse, o Healthy Lifestyle for All, tej novi 2-letni kampanji Evropske komisije, s katero želi ta spodbuditi zdrav način življenja v vseh generacijah in pa socialnih skupinah. To je program, ki lahko dokaže, da lahko vsi imajo korist od športa. Zahvaljujem se vam za sprejem in za to, da sem lahko z vami odprl ta Evropski teden športa. Želim vam čim več zdravja in pa sreče. Najlepša hvala.
gremo dlje, gremo više, hitreje. Prek preprek gremo tja, do neba. In ko zmaga se vsem nam nasmeje, enkrat več naj zdravljica igra. V eno pes stisnimo upe naše, vsak naj vsakemu stisne roko, zazvenijo kristalne najčaše, lesk medalj naj zasije v nebo. Za Slovenijo, za domovino, kvišku morje zastav plapola. Kakor eden smo, se ne delimo, duh Olimpa pri nas je doma. Slovenci smo zares športni narod. Šport nas navdušuje in povezuje in tega ne pričajo samo izjemni rezultati naših vrhunskih športnikov, pač pa tudi polna igrišča, dvorane, fitness centri, tekaške steze ter gorske in nižinske poti in neizmerno veselje ob velikih športnih dogodkih. Zato je Dan slovenskega športa praznik vseh nas, Slovenk in Slovencev. K slavnostnemu nagovoru vljudno vabimo predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta,
Dear European Commissioner Marija Gabriel, spoštovani predsednik Evropskih olimpijskih komitejev in spoštovani predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja, predvsem pa spoštovani olimpijci, paraolimpijci, slovenski športniki, Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani. Državni zbor Republike Slovenije je lani 23. september razglasil za dan slovenskega športa. Na ta dan leta 2000 je bila prvič na olimpijskih igrah zaigrana slovenska himna. In to kar dvakrat. Torej, dan slovenskega športa je torej dan, ki je slovenski šport z zlatimi črkami zapisal svetovno olimpijsko športno zgodovino. Zdaj v tednu od 23. do 30. septembra vsako leto poteka tudi Evropski teden športa, kjer po celotni Evropi potekajo aktivnosti za spodbujanje športa in športnih aktivnosti. Veliko teh je bilo tudi danes. Hvala vsem, ki ste to organizirali, ki ste se teh aktivnosti udeležili. Zdaj, odločitev, da dan slovenskega športa praznujemo kot državni praznik, kar je verjetno velika posebnost v Evropi, je seveda gledano z vidika tega, kaj šport pomeni nam Slovencem, povsem razumljiva stvar. Je tudi priznanje vsem, ki v duhu znanega grškega reka, zdrav duh v zdravem telesu, z različnimi športnimi aktivnostmi skrbijo za svojo boljšo telesno in psihično pripravljenost in je seveda to v Sloveniji tudi širše praznik vseh, ki imamo šport radi. Zdaj, ko govorimo o profesionalnem športu, seveda vemo, da vrhunski dosežki ne pridejo čez noč. V profesionalnem športu je seveda važno sodelovati, ampak zgolj to, da sodeluješ, ni dovolj. Dosežki ne pridejo sami od sebe, športniki, to veste, koliko truda je pač potrebno vlagati v to, koliko je tukaj odrekanja za vas, za vaše družine. Poleg športnikov in trenerjev je samo nek ožji krog seznanjen z napori in žrtvami, ki so potrebni za to, da poleg sodelovanja pridejo tudi uspehi, še posebej tisti vrhunski. Da je ta trud poplačan z rezultati in da se odprejo vrata tja, kamor stopajo lahko samo najboljši. V slovenski vladi se tega zavedamo. Zaradi tega je v postopku vrsta zakonov oziroma zakonskih sprememb, ki bodo v prihodnje podpirali in spodbujali razvoj športa v Sloveniji. Načrtujemo spremembe na davčnem področju, kjer bo določena vsota vlaganj v vrhunski šport neobdavčena. Prav tako je v pripravi poseben zakon o vlaganju v temeljno športno infrastrukturo v naslednjih 5 letih, s katerim bomo zagotovili manjkajoče športne objekte povsod tam v Sloveniji, kjer jih nujno potrebujemo. Zavedamo se, da le sodelovanje lahko rodi sadove in obilno žetev, zato smo v pripravo še posebej tega zakona o investicijah v šport vključili vse deležnike. In lahko rečem, da bodo vse te spremembe v slovenski šport prinesle dodano vrednost, kakršno zagotovo v zadnjih 20 letih nismo videli, ker slovenski šport si to zasluži. Zdaj, pred mojim govorom so bili tukaj našteti vsi tisti, ki so za slovenski šport in za Slovenijo kot državo, pa tudi že prej za Slovenijo kot domovino in za narod prispevali svoje vrhunske svetovne dosežke. Pravzaprav smo bili Slovenci v svoji zgodovini ali pa v svoji znani zgodovini uspešni skoraj v vseh športih. Težko je pravzaprav vse našteti, prav tako je težko našteti vse športnike, ki so bili mednarodno uspešni, kajti poleg teh, ki so bili že našteti, jih je še toliko, da bi lahko tukaj stali verjetno do zgodnega jutra, če bi želeli vse našteti. Je pa dan, ko praznujemo državni praznik slovenskega športa, dan, ko je na mestu zahvala
vsem generacijam slovenskih športnikov, tistim, ki se borite za naše nacionalne barve ali pa ki so se borili za naše nacionalne barve, odkar imamo samostojno državo, pa tudi prej, ko smo nastopali skozi zgodovino v sestavi različnih drugih reprezentanc. Ampak tudi takrat se je ime Slovenija zapisalo v naša srca, pa tudi svetovno zgodovino in nič od tega ne bo pozabljeno. In seveda iskrena hvala vsem, ki se danes, kot je nekdo med slovenskimi športniki rekel, za domovino in za njeno slavo borite z dušo in telesom. To je nekaj, kar Slovenci, ki smo sicer škrti v pohvalah, vendarle enotno cenimo in tako bo tudi v prihodnje. In seveda, ker je letos olimpijsko leto, zahvala vsem tistim, ki ste se udeležili letošnjih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu. Bile so organizirane z enoletno zamudo, kljub temu ob velikih naporih vseh, ki so in ki ste pri tem sodelovali, izpeljane, in letošnje leto je bilo za Slovenijo izjemno uspešno. Nekaj o tem na koncu, ampak dejstvo je, da je Slovenija športna velesila in zaradi tega smo na vse, ki to omogočate, izjemno ponosni. In tudi pač letos so bili vsi športni uspehi doseženi na olimpijskih igrah v letu, ko Slovenija obhaja 30. obletnico lastne državnosti, še posebno darilo domovini ob rojstnem dnevu. Ti dosežki so neprecenljivi in kot je bilo rečeno že prej, samo vi veste, koliko ur, dni, mesecev in let vztrajnega dela in treningov je v vsaki od osvojenih medalj, pa tudi v vsakem dobrem mestu, v vsaki dobri uvrstitvi, kajti olimpijske igre so tekmovanje vseh športnih narodov na svetu in konkurenca praktično ne bi mogla biti večja. Torej, ne samo tisti, ki osvajali, pa ki ste osvajali medalje, tudi vsi, ki ste dosegli vidne rezultate, ne ste prispevali k temu, da je Slovenija športna velesila. In seveda, za to, da se dosežejo vrhunski rezultati, je potrebno veliko odrekanja in najbrž ni denarja, ki bi to poplačal. Kljub temu moram reči, da me veseli, da je Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za izobraževanje in šport popravilo pravilnik tako, da so dosežki tudi bolje nagrajeni. Skoraj podvojili smo denarne nagrade za medalje na olimpijskih igrah in ministrica je popravila pravilnik navzgor tako, da tudi višje nagrade veljajo tudi za ostale športnike, za športnike invalide, za nosilce odličij, z paraolimpijskih iger, tudi paraolimpijskih iger gluhih, pa tudi za šahiste, ki stopijo na oder na šahovski olimpijadi. Povečali smo tudi nagrade za trenerje, dobitnikov odličij na olimpijskih igrah in na drugih tekmovanjih. Tisto, kar pa želim danes posebej podeliti z vami in želim, da to odnesemo z današnjega prazničnega večera, je to, kar mislim, da vse nas pri športu vedno še posebej nagovarja. To je dejstvo, da je šport Slovence vedno združeval in da nas združuje tudi danes. Športniki ste tisti, ki s svojimi uspehi povezujete slovenski narod in Slovenijo. Šport ljudi ne deli glede na to, odkot si, kakšno je tvoje politično ali versko prepričanje, kaj verjameš ali komu zaupaš. Na tribunah ali doma, ko spremljamo slovenske športne ekipe na mednarodnih tekmovanjih, tiste, ki se v imenu Slovenije borite za čim boljše dosežke in medalje, doma dihamo kot eden.
pozabimo, da smo različni in da na svet ne gledamo enako. V naših rokah je takrat slovenska zastava in na naših ustih je slovenska himna. To je moč športa, to je moč športa, kot je bila v preteklosti, kot je v sedanjosti in kot bo tudi v bodoče. Zdaj, ko smo praktično po celem svetu od marca lani stopali po poti, ki jo je nam in vsem ostalim določil virus, smo se velikokrat spomnili te moči športa. Takrat smo si vsi želeli, da bi tudi v boju z virusom dihali kot eden in nam vedno uspelo. Je pa športu uspelo tudi v tem času, da smo tudi na te tegobe pozabili in da smo se skupaj veselili vaših uspehov in dosežkov. In seveda za Slovence je šport nedvoumen dokaz, da smo lahko enotni in povezani takrat, kadar imamo skupen cilj. Tako je bilo tudi pred 30 leti. Letos obhajamo 30. rojstni dan slovenske državnosti. Ta se je rodila iz narodove enotnosti. In dejstvo je, da kadar imamo nekaj, kar nas druži, smo močni, takrat lahko premagamo vse ovire in na koncu skupaj praznujemo. Zato je v Sloveniji šport postal državni praznik. In vsem tistim, ki omogočate naše skupno veselje ob različnih športnih dosežkih, res še enkrat iskrena hvala. Zdaj, ko sem včeraj na nekem mednarodnem srečanju me eden od kolegov iz Evrope spomnil, pogovarjali smo se o športu in nekako sem bil edini predstavnik države, v kateri imamo dan športa kot državni praznik. In me je nekdo spomnil, da obstaja svetovna lestvica športnih uspehov vseh narodov oziroma držav, ki tekmujejo na olimpijskih igrah. In da je Slovenija na tej lestvici letošnje leto zasedla prvo mesto per capita. Na spletni strani Sport Nations lahko to vidite. Že dolga leta se spremljajo dosežki različnih narodov. Slovenija je bila, odkar je samostojna država, vedno uvrščena precej visoko in večina prvih mest oziroma mest med prvimi 10 dosega evropske države. Kar seveda ni slučajno. Ni slučajno zaradi tega, ker se je olimpijski duh rodil pravzaprav v eni od zibelk evropske civilizacije v antični Grčiji in takrat se je pokazala združevalna moč športa. Ko so bile olimpijske igre v antični Grčiji, je bilo orožje odloženo, vojne so se prekinile, kdor je prekršil tisto premirje, je bil izobčen iz kroga takratne civilizacije. Zdaj, in če gledamo globalno, glede na to, da je predsednik Evropskih olimpijskih komitejev prej omenil evropski model športa, potem je ena od največjih dobrobiti, ki jih je evropska civilizacija prispevala svetu, drugim narodom, ravno ta olimpijski duh. Tudi velika večina športov, v katerih tekmujemo na olimpijskih igrah, je bila tako ali drugače rojena v tem olimpijskem duhu, v okviru tistih narodov, ki pripadamo evropski civilizaciji, in ta dediščina je tudi tista ključna sestavina evropskega modela športa. In Slovenija v tem času, ko imamo na ramenih tudi odgovornost za vodenje sveta Evropske unije, skušala ta evropski model športa potisniti višje, tudi zaradi znanih razprav o tem, ali bo v športu prevladal denar ali olimpijski duh. In lahko rečem, da smo v zadnjih mesecih pridobili veliko zaveznikov in da je to, da smo Slovenci tudi kot državni praznik poimenovali oziroma da smo dan slovenskega športa
pravzaprav povzdignili v državni praznik, nek simbol, k temu tudi prispevalo in pomagalo. Ampak če zdaj vrnem na to lestvico dosežkov, na nek način je zanimivo, da mi sami tega nismo opazili, da nas morajo drugi opozoriti na to, da smo zasedli prvo mesto. In dejansko je to, in to z kar krepkim naskokom pred Norveško, ki je bila lani prva, pred Dansko, Švedsko, Švico in še nekaterimi drugimi državami. In to kaže, da je dejansko Slovenija športna velesila po nekih meritokratskih kriterijih, ne po tem, kako si mi sami sebe predstavljamo. In verjetno je v tej vztrajnosti na Slovencev tudi odgovor na to, da smo preživeli na tem prepišnem delu kontinenta, da smo se ohranili na tem čudovitem koščku sveta oziroma Evrope, da smo ohranili lastno identiteto, tudi takrat, ko smo bili v državnih skupnostih z mnogo močnejšimi narodi, ne vedno v najbolj ugodnih okoliščinah, in da danes, ko smo sami svoj gospodari in ko živimo skupaj s prijatelji v Evropi in v Evropski uniji, lahko te svoje potencijale razvijamo svobodno in brez omejitev, in pač to kaže, da je v tem, kar za nas pomeni šport, neka večja simbolika. Nemški pisatelj Goethe je nekoč zapisal naslednje: stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh, v drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost. Slovenski športniki dokazujejo, da praktično nič ni nemogoče. Treba se je samo odločiti, kaj hočemo doseči, in treba je drzno slediti svojim sanjam. Iskrene čestitke ob državnem prazniku dnevu slovenskega športa in hvala za udeležbo in za potrpljenje. Tudi za takšno proslavo na nogah je potrebna kondicija. Hvala lepa. When I was a little girl, I had a red doll, the only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that red doll, but only now my love has grown, and it is stronger in every way, and it is deep. Day by day, I love you, my own mind. Yeah, river deep, mountain high. If I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby, 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 baby. You have a puppy that always follows you around. Now I'm gonna be as faithful as that puppy. No, I never let you down. It goes clever like a river flows, and it gets sweeter and heaven knows. Sweet baby, as it shows. Yeah, I do. I love you, my own mind. Yeah, I
Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Danes smo na vas postavili maj. Vse te boljše punce tu so zdaj. Ena bolj kot druga vroče so. Fantje vsi oči si manemo. Dajmo, naj se fešta začne. Dajmo, za vse. Malo pokaž kolena pot, malo bo sproščena, rock me nocoj. Ritke se naj vrtijo, roke v nebu držijo, rock me nocoj. Levo pri korake, desno pa trilih take, rock me nocoj. To je to, nora noc s teboj. High on a hill with a lonely goat, lay, you're back with the girl in goat, lay, low. Yeah. Your love. Tako radostno praznujemo Dan slovenskega športa in obeležujemo tudi začetek Evropskega tedna športa. Dragocena je tradicija, da se začetke tudi simbolno obeleži, zato vljudno vabimo evropsko komisarko, gospo Marijo Gabriel, da pride na podij in uradno naznani start veslačev ter s tem tudi otvori Evropski teden športa. Še navodila, da bo vse tako, kot mora biti in tudi po slovensko. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, praznovanje, slovesnost je s tem zaključeno. Ljubezen do športa pa ostaja. Naj nas navdušuje, povezuje in razveseljuje vse dni, ne samo na praznične.
noč je moja in pijem vino. Rad bit mi s tabo, ljubim te. Ta noč je moja, ritmu pustiva. Naj vzame, vem, da ljubiš me. Big Band Orkestra Slovenske vojske.